Zdaj bi pa jaz predala besedo Sanji Lončar. Verjetno je večina izmed vas že slišala za njo. Ona je še ena izmed motorjev samooskrbe in ogromnega znanja tako iz prehrane kot zdravja, če ste brali njene knjige. To je, bom rekla, izjemen doprinos teh starih znanj, ki so bile že pozabljene, ki jih je farmacija poteptala. Sanja Lončar jih je pa svojo ekipo obudila in nam jih dala na uporabo in vedenje. Tako da lepo jo pozdravljamo med nami. Zdaj nam bo pa ona predstavila, kako izjemno pomembno je avtohtono seme in zakaj ta trenutek danes, zdaj, je tako zelo pomemben. Hvala, Sanja, da si se udeležila. Ja, hvala. Babe na kupu, res. No, hvala tudi moškim, ki ste zraven, ker vsem se strinjamo, pravzaprav tle ne bomo prepričevali, verjetno nas bolj zanima, kako bomo nekatere stvari delali. Tisti, ki berete, veste, da sem ja približno 10 let nazaj že spraševala, kaj bomo, ko ne bo elektrike. Zdaj sem tiho, zato ker če zdaj rečem, da sem 10 let, si reče, ja, zdaj se pa dela že najpomembna, pa tako. Ampak človek, ki stoji, človek, ki hoče videti, vidi in zelo dolgo je jasno, kam gre ta naša civilizacija. Niti jasno, kaj točno, kako bojo zaigrali neko igro, ampak mislim, da nam je že vsem jasno, da gre za resnično en veliki reset, da je Zahodno cesarstvo zaključilo svoje, mi smo zdaj tako, Rimsko cesarstvo leta 330, ko so v senatu še neki debatirali, ampak cesarstva že de facto ni bilo več in Karl Gržan pravi, da smo se tepli, da pridemo ravno zdaj, ker zdaj se pa res dogaja. Zdaj je zgodovinski trenutek, kjer se ali katapultiraš v eno smer ali padeš v drugo smer, to, kar ti praviš, a je človek z veliko ali z mehno začetnico, a sploh človek ni. In ja mislim, da naša naloga ni rešiti svet, ampak na izpitu pravilno se odločiti in svoj razum podrediti svoji vesti v teh odločitvah, ki ne bojo komot. Ja, na temo, dolgo smo razmišljali, Irena me že eno leto prepričuje, da bi morali napisati knjigo Samooskrba v kriznih časih, pa nenehno me je žuljalo vsakič, ko smo se usedli in debatirali o tem, a bi jo, a jo ne bi, ker moje mnenje je, da za tiste, ko bojo ostali brez štroma, se spraševali, kako bodo takrat, tle nimam nič pametnega za povedati. Tako kot vam ne morem povedati, kako se pomladiš v 1 uri za 10 let, ne moreš postati samooskrben čez noč. Vsak od vas, ki ima že ful črnega pod nohti, točno ve, koliko lahko v enem letu narediš, koliko garanja je treba, da prideš do neke točke in zdaj vam nekdo iz mesta reče, ja bi zdaj na balkonu bil samooskrben, povej mi kako. Mislim, lagati ne morem, torej nimam odgovore na ta vprašanja. Če pa takim ljudem ozavestiš problem, jih sam spraviš v agresijo in v paniko. Tako da, ja mislim, da zdaj nekje so se že začrtale smeri, kdo gre od sebe, kdo gre k sebi in verjemite mi, v zadnjem letu sem bolj tiho glede nekih javnih dogodkov, bolj komuniciram znotraj našega društva Samooskrbni net, torej kdor hoče, res garati, ker to ni del, to je res garanje, ampak če srčno garate, potem gorite, ne izgorite, ampak sem gorite. In danes tem skupu pa z veseljem bom povedala nekaj, upam, da koristnih informacij, ki nam bodo olajšale tudi ta čas, ta izpit, ki ga vsi imamo pred seboj. Jaz srčno upam pravzaprav, da ne boste slišali veliko novega, ker bi to pomenilo, da ste že pripravljeni tako, kot je treba. Če pa boste slišali kaj novega, pa poskusite to uporabiti. Kot rečeno, javnih predavanj na to temo nimam. Velikokrat dam kakšno objavo v želji, da pomagam ljudem in potem se usujejo, veste, kaj pomeni be likersi.
To je ta izraz, ne, to se ne bo zgodilo, zato ker ja ne bi rada, da se to zgodi. Jaz sem imela direktorja v Beogradu, inteligenten človek, 100 na uro in mu rečem, kako bomo mi sodelovali, če vi ne boste imeli telefonskih povezav, pa NATO, pa to. In meni reče, ne, Sanja, nič ne bat, ne bo nobenega bombardiranja. Kako pa veš? Ja, zato, ker bi bilo preveč hudo, če bi bilo. Veste, inteligenca nima nič opraviti s tem, videli ste zdaj tudi v tej COVID situaciji, kdo je bil najbolj zabit? Najbolj izobraženi ljudje. Jaz sem v enem letu zamenjala svojo druščino totalno, ker verjemite mi, prosta kmečka pamet kaže veliko več znakov inteligence od izobraženih znanstvenikov po vseh, s katerimi se ne da se mi več, da bi se z njimi podajala, ker si z drugega planeta. Imam ljudi, ki nič jim ne manjka, ne pameti, ne denarja. Vprašaš ga, a vi imate plan B, ko hiša bo brez elektrike, gretje pa to? In veste, kaj mi odgovorijo? En teden nazaj. Ja, elektrike ne more zmanjkati. Veste, to mi ne pove idiot, to ti pove človek, ki je inženirske stroke, ki ima doktorat, ki je... Ne more elektrike zmanjkati. Otroku rečeš, a bi se ti kaj učil, ne boš vedno Google mogel vprašati, kako, mislim, interneta ne more zmanjkati, a ne, to je ko zrak, ki ga dihamo. Glejte, mi kot kultura rabimo ta reset. Res je, da tudi nas bo udarilo, mislim, vsak od nas ima eno kepico v želodcu, ko pomislimo na vse skupaj, ampak zavest v nas pa se zaveda, da rabimo. Včeraj smo po 7 dneh se stuširali v naši hiši, zaradi tega, ker imamo na solarne kolektorje, pa se nam ni dalo centralno kuriti zaradi tople vode. In sonček je posijal in že celo reče, danes bo topla voda. In zvečer tako z nasmeškom ležijo v posteli. Vrem, a si predstaviš, kdaj bojo naši vnuki čutili veselje, zato ker je topla voda? Trenutno ne čutijo veselje nič, avto mu pripelješ podoril, pri sebi brez veze. No, skratka, vemo, da rabimo. Zdaj pa, kako bomo to zvozili čim lažje.